Tale oddaja Mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na net, poslušaj reč nas, kaj je novega na svet. Od zdrave do vzgoje in malce politike, ljubezen, šport in kako boste bitke, kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skavti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi in srkaj z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira. Mladoskop. Dober večer. V sklopu letošnjega postnega časa smo na našem radiju tradicionalno v več oddajah in rubrikah skozi vse dni trajanja podprli Teden katoliškega šolstva. Osnovni namen je skozi predstavitev katoliških izobraževalnih in vzgojnih ustanov zbirati sredstva za učence in dijake iz socialno, predvsem pa finančno šibkejših okolij. Z omenjenimi sredstvi, ki se zbirajo v tako imenovanih šolskih skladih, se mladim pomaga na različne načine glede na njihove potrebe. Mnogi prav po zaslugi pomoči sploh lahko dokončajo šolanje. V sklepnem petkovem večeru, ko smo sredstva najintenzivneje zbirali z vašo pomočjo, poslušalke in poslušalci, smo slišali tudi več zgodb mladih, ki so spregovorili o svojih stiskah. Z vseh 4 katoliških gimnazij, osnovnih šol ter vrtcev pa so povedali mladi in otroci, kaj vse tudi sami storijo preko različnih projektov skozi vse leto v pomoč sovrstnikom. Zbralo se je ob sklepu letošnjega tedna katoliškega šolstva približno 12 000 evrov. Dijaki, učenci, starši, tudi profesorji in pa vodstvo vseh izobraževalnih enot katoliškega šolstva darovalcem izrekajo velik hvala. Tudi z dobrimi deli smo zgled mladim, kar največ šteje, dodajajo. Med vsebinami letošnjega tedna katoliškega šolstva je bila tudi raba tehnologije. V nocojšnji oddaji bomo zato slišali premierno razmišljanja dijakov o dobrih lastnostih, pa tudi o stranpoteh sodobne tehnologije, posebej telefonov. Začenjamo pa oddajo najprej s pogovorom, ki je nastal v katoliški gimnaziji Vipava, v kateri so mladi k pogovoru povabili novoimenovanega koprskega škofa in ga vprašali. Odgovarja pa monsinjor dr. Peter Štumpf. Gospod škof, počaščeni in hvaležni smo, da ste si vzeli čas tudi za tale pogovor z nami. Kakšni so vaši vtisi, ko ste prevzeli vodenje koprske škofije? Zelo lepi, bilo eno lepo domače vzdušje, pa krati še enkrat res veliko hvaležnosti, da smo se lahko srečali in da smo lahko zdaj tukaj skupaj na poti vere. Kako to, da je škofijska gimnazija Vipava eden od vaših prvih obiskov v škofiji? Gospod Gabriel, ko sem bil imenovan za Koper, je takoj postavil kontakte z menoj glede gimnazije in poslal nekaj fotografij. Povedal, da so se tudi dijaki zelo razveselili mojega imenovanja za škofa v Kopru in če bi lahko v prvi priliki se srečal z vami. Mladina je itak žarišče vsega svežega in lepega in je prav, da začnem tudi to svojo službo škofa prav z mladimi. Kako nameravate kot škof podpreti nas dijake in mlade v škofiji nasploh ter spodbujati duhovno rast med nami? Najprej moliti za vas, potem spodbujati, da ste pogumni pričevalci Kristusa, da se v svojih okoljih veselite, tam, ker ste ne samo v gimnaziji, tudi doma, pa tudi drugje, kjer boste pozneje živeli, delovali, da ste Jezusovi učenci in da vam vera daje moč tudi za izzive, ki vas čakajo v življenju, v smislu, da se jih ne boste bali, ampak tudi z njimi pogumno soočali. Rad bi, da se bi tukaj srečavali tudi v kakšnih priložnostnih dogodkih za mlade, kakšen mladi fest recimo ali podobno. Se bomo še pogovarjali, bi rad, da se ta mladinska scena tudi v naši škofiji ne samo vidi in sliši, ampak mogoče celo razširi tudi malo bolj po dekanijah oziroma pastoralni skupnosti. Gimnazija itak je za vse nas tako lepa priložnost, da tudi v širšem slovenskem prostoru pokažemo, da smo tukaj dobri, plemeniti ljudje, ki znamo spremljati drug drugega, se pogovarjati med seboj in hkrati tudi za našo cerkev na Slovenskem, pa hkrati tudi za našo slovensko domovino pripravljeni storiti nekaj, kar bo obetalo njeno prihodnost. V čem vidite vrednost ohranjanja katoliških šol,
kljub temu, da se soočamo z vedno bolj sekulariziranim svetom. Vidite, katoliške šole so kot oaze upanja in vrednot v tem, kot se rekel, sekulariziranem svetu. In v katoliški šole so še doma evangelske vrednote, to so vrednotne življenja, potem družine, solidarnosti in pa, kot sem že omenil, tudi vere. In te vrednote seveda so vse v korist človeka in prihajajo od Kristusa. In prav na temelju teh vrednot se tudi pomagamo biti drug drugemu prijatelji. Vemo, da na teh šolah se tudi zelo trudite skupaj z vašimi vzgojitelji oziroma profesorji, da bi živeli zdravo v medsebojnih odnosih, kot tudi v dozorevanju fant, dekle, fant. In predvsem, da se na teh šolah veselite, da ste krsten. Vas je Bog ustvaril kot fante, kot dekleta in da za teh šolah pripravljate tudi biti enkrat oče in mama in tudi starš svojim otrokom oziroma Bog daje tudi kakšen duhovnik ali pa redovnica. In te šole dajejo to veliko možnost preko nekega zdravega razvoja. Ko pa gledate na to vlogo, predvsem z mislijo midva na Škofijsko gimnazijo Vipavo, pri oblikovanju mladih ljudi, tako na duhovnem kot tudi izobraževalnem področju? Škofijska gimnazija Vipava je ena od ostalih 4 gimnazij v Sloveniji. In seveda tudi v tej gimnaziji se pričakuje, da ko boste enkrat maturirali, pa potem pozneje diplomirali, da boste kot izobraženci tudi na svojih področjih tudi zastavili vpliv za krščanske vrednote in tudi za to, da kultura, ki je še vedno v Sloveniji temelji na krščanskih koreninah iz preteklosti, da ta kultura napreduje, da ne nazaduje oziroma da ne izginja. Tudi pričakujemo, škofje, od vas mladih, da boste ob svojem trenutku, ko boste nastopili kot zreli, odgovorni ljudje, znali tudi postaviti se za pravice cerkve oziroma za versko svobodo v našem družbenem prostoru, za katero vemo, da je večkrat zelo kršena. Kajti vera ni samo intima v svojem lastnem stanovanju, kjer sam molim z Bogom, to je potrebno, vendar vera je tudi pričevanje nazven, da tudi drugi vidijo moj moto oziroma moja usmeritev, moja moč je Jezus Kristus. To seveda je potrebno pričevati povsod, tudi v javnem družbenem življenju. Jaz se spomnim, kako je eden od župnikov koprske škofije povedal ministru Janeza Pavla II., da mladi kristjan, ki hodi samo v nedeljah maši, 50 let propade. Delo z mladimi je danes zelo zahtevno, saj so časi čisto drugačni. Cerkev nam na široko odpira vrata, lahko se udeležujemo oratorijev, pojemo v zborih, ministriramo, smo pri mladinski skupini, gremo na duhovne odmike. In zakaj se tu ne prime več med mladimi kakor pred leti? Ja, namreč ponudb je ogromno. Niso samo oratoriji, niso samo športni dogodki znotraj cerkve, ker vemo, da družba danes ponuja mladim veliko več, kar se tiče tehničnih zmožnosti in tudi programov lahko kot sama cerkev. Moramo pa tudi vedeti, da tudi digitalni mediji igrajo svojo vlogo in tudi ta pogovor zdaj snemamo s pomočjo digitalnega medija. In z mobiteli, z računalniki smo povezani tako rekoč z vsem svetom. In ni samo svet dostopen nam, ampak mi smo tudi dostopni drugim. In to pomeni, da naš mobitel ali pa naš računalnik je vstopno okno, torej ljudi v našo notranjo sfero, ki jo pravimo duša ali srce. In prav to tudi mi stopamo preko tega mobitela oziroma med ljudi. In dejansko to vpliva tudi na naše odnose, na naše poglede. Tukaj opažam, da recimo v mnogih primerih prav zaradi teh digitalnih sredstev mladi delijo skoraj v velikih odstotkih z mladimi iz drugih šol, ki niso krščanske oziroma niso katoliške oziroma so svetne šole, laične šole, iste vrednote, kot jih imajo oni. Ampak te vrednote niso vedno vrednote evangelija. Recimo mladi se danes zelo strinjajo tudi s tem, tudi v katoliških šolah, podpirajo ideologijo LGTB, lezbike, geji, transseksualci, biseksualci. Podpirajo tudi možnost posvojitev istospolnih parov, otrok. Podpirajo seveda tudi možnost evtanazije, češ da gre za eno empatijo oziroma da gre za eno dobro dejanje, usmiljenja v smislu krajšanja človekovega trpljenja. To delijo tudi danes mnogi katoliška mladina, tudi po katoliških gimnazijah, prav tudi zaradi vpliva teh digitalnih medijev. In tu je seveda zdaj tudi vprašanje katoliške šole, kot je recimo ta gimnazija tukaj v Vipavi, kako vam pomagati, da boste znali pravilno, objektivno izbirati tudi vsebine, ki jih vsakodnevno berete, oziroma tudi kako vam pomagati tudi sporočati naprej vsebine,
ki bodo takšne, da bodo govorile o vas, kdo ste in kaj ste. In kot sem govoril prej, vi ste kristjani. In to seveda poskušate tudi preko medijev poročati drugim. Tako da gre tukaj za boj med vrednotami in antivrednotami. Tukaj ste vi zdaj, na eni taki frontni črti, kjer je vprašanje, ali boste vstali ali pa padli. In zato vam tukaj vaši vzgojitelji zelo veliko pomagajo, da obstanete in stojite naprej in se borite tudi za te vrednote, hkrati to pomeni tudi boj za Kristusa. Med mladimi sedanjega časa se pogosto pojavijo nihilizem, neiskrenost, tekmovalnost, sebičnost, nevoščljivost, težnje po lastni popolnosti. V čem je v luči cerkve in po vašem mnenju naša prava vrednost? Vaša prava vrednost je to, da smo Božji otroci, krščeni, posinovljeni, otroci živega Boga, sinovi in hčere. In kot taki smo seveda tudi že upravičeni, da imamo pravico do nebes. In to je velika vrednota, velika dobrina, ki nam je bila dana zastonj. Kristus nam je zaslužil z smrtjo in stajenjem na križu, oziroma smrtjo na križu in stajenjem. In smo nosilci, rekli, večnega življenja, od krsta naprej imamo v sebi mikali večnosti. V čem je problem danes današnjega sveta mladih? Da svoje telo dojemajo samo kot skupek biologije in kemije. In zato ga mnogi tetovirajo, materializirajo, tako, mnogi spreminjajo spol. Danes lahko fant, drugi lahko punca in potem nekaj vmes, ampak gre za to, da je naše telo tempelj Svetega Duha in je naše telo prebivališče živega Boga. To pomeni, naše telo je cerkev. In stavbe, kjer mi hodimo k maši, se po nas imenujejo cerkve, zato ker smo mi živa cerkev. In tukaj gimnazija Vipava je tudi ena velika živa cerkev, 180 dijakov in še profesorjev in vzgojiteljev, živih kamnov, ki sestavljajo eno lepo skupnost cerkve, v kateri se gotovo torej edini Bog lahko zelo dobro počuti. No in zato hočem reči, ste vi danes pričevalci tudi proti nihilizmu, proti smrti, proti kulturi smrti, proti vsemu, kar uničuje človeka s tem, da se znate veseliti tudi sebe, ne glede kakšne pojavnosti se, vedno ste za Boga najlepši, edinstveni, zato ker vas takšne hoče in ker se takšne ustvaril. Zato ste tudi vi danes preroki v svojem okolju in tudi pozneje širše odrešenega telesa, v katerem Bog se zelo dobro počuti, zato ker je vaše telo bo enkrat tudi vstalo, v poslednjem času se bo sestalo nazaj v poveličeno telo in zato je tudi Kristus na križu, to si zapomnite, bi lahko zapustil svoje telo, pa ga ni, je bilo popljuvano, okrvavljeno, prebudeno, prej prebičeno, ampak svojega telesa ni zapustil, se ga ni sramoval, ampak v svojem telesu je vztrajal do konca, da nas je v tem telesu odrešil, da lahko mi upamo oziroma verujemo in bomo nosili večno življenje. Neiskrenost, tekmovalnost, sebičnost, nevoščljivost in prav bi še naštevali. Kako lahko mi kot kristjani ostalim pokažemo, da smo skupnost, ki se dopolnjuje, tako kot se dopolnjujejo vsi udje telesa? Kako ne pokažemo sovrstnikom, da smo pred Jezusom vsi ljubljeni, vsi enako pomembni in vsi enako cenjeni? Preprosto, enostavno tako, da imate drugega radi, da imate empatijo drug do drugega. Meni, da imate sočutje drug do drugega, da se znate pomagati, da se znate pristopiti drug drugemu, tudi videti drugega v njegovi stiski, v njegovih potrebah, težavah, v njegovih hrepenenjih, v upanjih, da v bistvu vi znate iz oči brati nekomu, kaj se z njem dogaja. Vi, mladi v Vipaju, želim, bodite tisti, ki vidite v oči. In po očih spoznajte človeka, v kakšnem trenutnem stanju je. In to pa je zopet pomoč Svetega Duha. Tako vsako jutro, ko vstanete, recite tudi Svetemu Duhu, pomagaj mi, da bo moj pogled v drugega vedno čist in iskren, tako kot je tvoj pogled v mojo dušo. In vsakemu tudi priporočam, to tudi sam delam, da ko zjutraj vstanete, zmolite to lepo molitev, ki najbrž vsi znate in se s tem posvetite Mariji, o Gospa moja, o Mati moja. S tem se priporočite Mariji, zato da vam ohrani lepo mladost, ki se bo potem enkrat lahko darovala, bodi si v zakonu, mož ženi, žena možu, starši otrokom ali pa kot župnik oziroma duhovnik ali redovnica skupnosti oziroma cerkve. Nuncij vas je določil, da boste še naprej administrator mursko-soboške škofije. Ali vas bo to zelo obremenjevalo, glede na to, da ste škofiji ravno na nasprotnih koncih Slovenije? Ja, to bo kar precej dela. Precej bo dosti poti,
Tako da nekako 2-krat mesečno bom moral za 2-3 dni iti dol v Mursko Soboto, da pač urejam tiste posprotne stvari, ki so potrebne v škofiji. Tako da se bomo še delala kilometrina, ja. Nekaj časa pač, dokler ne bo imenovan novi škof. Imate me v načrtu, kako bo škofija sodelovala z izobraževalnimi institucijami, kot je na primer naša šola v Vipavi, pri oblikovanju mladih voditeljev cerkve in družbe? Ja, to je veliki načrt, ki ga moramo pa še skupaj nekako domisliti, tudi za vzgojitelji oziroma na škofijski ravni. Kajti prav to je veliko vprašanje zdaj sinode, ki smo jo zaključili, da se cerkev mora zelo prizadevati, da vzgaja sodelavce, ne samo kot strokovnjake za ekonomijo, za vodstvo, za gospodarstvo in podobno, ampak vsi ti, ki sodelujejo v cerkvi, v določenih inštitucijah, morajo imeti tudi čut za cerkev. To se pomeni, da kdor dela v cerkvi, ali učitelj, ali kot ravnateljica oziroma duhovnik, vsak je tukaj zaradi poslanstva. In to poslanstvo je iz krsta, pomeni, da smo v tem poslanstvu oznanjevalci Kristusa. Danes cerkev oznanja Kristusa, čeprav so težki časi, na način tam, kjer smo. In zato si zelo želim, da bi tudi tukaj rastli bodoči intelektualci, ki držijo v cerkvijo. Bi še kaj konkretno želeli sporočiti naši šolski in širši skupnosti? Ja, pogum, Marija je z vami, nikdar ne obupati, škof je z vami. Tudi blagoslavljen in tudi molite za škofa. Še eno tako sporočilo dijakov z dijaškega doma. Škof Metod, kadar je prepustil nasledstvo škofu Juriju, je prišel živeti med dijaki v dom. Tako da, če vas ne bo vleklo nazaj v Prekmurje po 75. letu, ste dobrodošli v dijaškem domu. Tega sem zelo vesel, kajti to mi tudi pomeni nekako tolažbo, da vem, kam bom lahko na stara leta glavo naslonil. Hvala. Najlepša hvala za vaše dragocene poudarke, skrb za nas mlade, posebej za škofijsko gimnazijo Vipava. Vabljeni čim večkrat med nas. Hvala lepa. V Mladoskopu ste slišali pogovor dijakov Katoliške gimnazije Vipava z novoimenovanim koprskim škofom. V nadaljevanju pa prisluhnimo razmišljanjem mladih o rabi telefona. So zasvojeni, koliko ga uporabljajo, priznajo, da včasih pretirano, kaj najraje gledajo na telefonu, katere aplikacije, kaj bi delali, če telefonov ne bi imeli, pa tudi, kdaj bi oni sami z zdajšnjim razumevanjem tehnologije in če bi imeli seveda to odgovornost, dovolili rabo telefonov in koliko svojim otrokom. Kaj torej pravijo dijaki? Mladoskop. Tehnologija mi vsekakor koristi, mi izboljšuje življenje na ravni komunikacije, na sporazumevanju na daljavo, na sporazumevanju v smislu videoklica, če imam kakšne prijatelje, znance, starše, ki druge na počitnicah, lahko pridem v stik z njimi takoj. Mi pa tudi škodujejo v pogledu, če začenjam izrabljati to čarovnijo, pride do nekaterih začasnih problemov in nekako pozabljam na svoje potrebe, kot so prehrana in tak dalje. Kako bi lahko zapolnil čas, če ne bi imel telefona? Vsekakor bi zapolnil čas z nekimi različnimi aktivnostmi, kot so branje kakšne knjige, iti na kakšen sprehod, vsekakor bi bil bolj družaben, hodil bi v hribe, verjetno bi bolj se posvetil kakšnemu športu, kakšnim kulturnim aktivnostim tudi. Vsekakor bi, da bi tehnologija zapustila moje življenje, zelo vplivalo na moj prosti čas, na moje vedenje tudi vsekakor. Kajti s tem, ko nove aktivnosti sprejemamo v življenje, se spremenimo tudi sami. Moje telo bi bilo bolj izpopolnjeno zaradi športnih aktivnosti, ja. Kakšne prepovedi oziroma dovoljenja bi ti kot oče ali mati dala svojemu otroku najstniku? Kdaj bi mu dovolila imeti pametni telefon in zakaj? Verjetno čisto odvisno od samega otroka, ampak verjetno ne bi imeli nekih prepovedi, saj menim, da se iz tega tudi otroci dosti naučijo. Sama sem telefon dobila, mislim, da v 4. razredu, ampak ne bi rekla, da mi je škodoval, tako da ne bi rekla, da je slabo.
Dovolila bi mu telefon verjetno pri 14 ali pa 13 letih, saj menim, da predtem ni potreben. Prav tako bi pa otroci imeli hobije ali pa različne športe, s katerimi bi se ukvarjali, tako da jim nikoli ne bi bilo dolg čas. Kako bi pri sebi lahko prepoznala, da tehnologijo pretirano uporabljaš? Torej, pri sebi marsikdaj opazim, da sem živčna, če pri sebi nimam telefona, ali pa večkrat dobim občutek, da mi nekaj manjka in da moram pogledati, če mi je kdo kaj napisal ali pa pač poslal. Včasih me začnejo boleti oči ali pa glava, ker predolgo volim zaslon, pa se pa mi to pač pozna pri spanju, ker ne morem zaspati po noči. Pri marsikomu pa lahko opazim, da zaradi telefona začnejo prelagati šolske obveznosti, pa si ne znajo več razpolagati časa ali pa se recimo tudi pogovarjati v živo. Ali pa so z družino in so na telefonu namesto, da bi se družili oziroma pogovarjali s svojimi bližnjimi. Kako pa telefon vpliva na tvoj odnos do samega sebe in bližnjih? Šole do tvojega duševnega zdravja opaziš kaj posebnega? Ja, ponavadi se ljudje, ki so dosti na socialnih omrežjih, začnejo primerjati z drugimi, kar posledično pripelje do tega, da so manj samozavestni. Zgodi se lahko tudi, da se začnejo oddaljevati od družine, prijateljev. To se največkrat kaže takrat, ko grejo z družino ali pa s prijatelji na kakšno pijačo, pa je vsak na svojem telefonu. Telefon lahko po dovoljenju profesorjev uporabljamo med uro, ampak če ga pa uporabljaš na svojo roko, torej brez dovoljenja profesorjev, pa ne poslušaš pri uri, pripelje do tega, da ogromno zamudiš in potem lahko pripelje tudi do slabših ocen. Moj vidik glede tehnologije in uporabe drugih elektronskih naprav je tak, da je pozitiven, če ti navezuješ nek stik s bližnjim, prijatelji, si poveš, kaj se ti dogaja, zaradi tega, ker so pač oddaljeni in je to ugodna stvar. Ampak še vedno kar siromaši naše življenje, ker je to, kar danes prevlada in vidiš veliko ljudi v družbi na telefonih, ki igrajo igrice, namesto da bi se pogovarjali ali pa se sploh ne zna več pogovarjati. Da so bolj na socialnih omrežjih, namesto da bi šli ven, na zrak se igrati, delati nek šport, biti v družbi. To se mi res ti škoda, da to prevlada. So tudi koristni za kaj poiskati na internetu, ampak ja, se mi zdi, da do neke mere, ker jaz recimo, če ne bi imela telefona, bi šla še več ven, že tako grem. Tudi glede družbe se mi zdi, jaz kar podzavestno ne uporabljam telefona, ker pač se mi zdi brez veze, da če imaš ti nekoga pred tabo, da bi bil na telefonu in se ne bi z njim pogovarjal in se kar upravičam, če da bom kaj poklicati ali pa karkoli, ker mi je res bedno, da bi bila na telefonu. Pretirano uporabo hitro opaziš, recimo, da pač se oseba hitro gre v sobo, je skozi na telefonu, ne zna se več pogovarjati in to je pač edina stvar. In telefon je v resnici od osebe prijatelj, kar je ful slabo. Jaz bi otroku dala telefon čim kasneje, ne vem točno kdaj, ker se družba spreminja, ampak čim kasneje, zaradi tega, da gre res ven, da s prijatelji, da gre pač, ne vem, na igrišče, se tako druž. Tudi nima toliko socialnih omrežij, ker jih res ne rabi, ampak da ima bolj klic, sporočila in tako naprej. Meni telefon najbolj pomaga pri učenju tujih jezikov, otežuje pa mi mogoče boljše izkoriščenje prostega časa. Če ne bi imel telefona, bi verjetno prebral kakšno knjigo več ali pa še več športov. Pretirana poraba telefonov bi verjetno prepoznal v slabših ocenah. Jaz bi svojim otrokom poskušal razložiti slabe strani digitalne tehnologije. Mladoskop. Od tehnologije uporabljam predvsem telefon, ki moje življenje izboljšuje z aplikacijami, kot so na primer Google Maps, s katero si pomagam znajti se v krajih, kjer še nikoli nisem bil. Za učenje angleščine in nemščine pa uporabljam prevajalnike. Koristna se mi zdi tudi umetna inteligenca, ki odgovori na vsako vprašanje. Po drugi strani pa ima negativno plat, saj zaradi tega, kdaj o nečem ne premislim dovolj sam ali pa ne vprašam koga drugega. Zaradi aplikacije Google Maps pa kdaj nisem primoran, da se v novih krajih znajdem sam. Odgovor je takoj ponujen in se mi ni treba kaj dosti potruditi. Dodal bi še, da ko tehnologijo uporabljam malo več in bolj za namene zabave, doživljam to, da me omejuje in mi s tem krati čas za pomembne stvari. Ko sem bil sam v osnovni šoli in sploh v času korone, sem s tehnologijo preživel kar nekaj časa. Starši so se vztrajno trudili, da bi mi to
omejili, a jih takrat nisem razumel. Danes, ko to razumem, kakšne so lahko škodljive posledice na tako uporabo tehnologije, bi sam ravnal še strožje. Kot starš bi čim dlje vztrajal pri tem, da moj otrok ne bi imel telefona, če bi bilo možno do takrat, ko bi se sam zavedal, da mu telefon lahko hitreje škodi kot koristi. Mislim, da bi postavil stroga pravila in jih skušal čim bolj dosledno izvajati. Da telefon uporabljam pretirano, bi se počutil, če brez njega ne bi mogel nikamor iti in če bi ga uporabljal po več ur na dan, ob tem pa za tisti čas ne bi videl druge rešitve. Telefon name bistveno ne vpliva, ker ga res malo uporabljam. Vidim pa njegove vplive predvsem pri mojih vrstnikih, ker se mi zdi, da na račun uporabe telefona najbolj nastrada njihov šolski uspeh. Manj časa imajo za tisto, kar je bolj pomembno, za šport, za prijatelje. Telefon sam uporabljam razmeroma malo, ne nosim ga v šolo, v popoldnevu, ko imam v dijaškem domu organizirane učne ure, pa ga nimam pri sebi. Sedaj, v postnem času, sem tudi izbrišal socialna omrežja, kjer že tako ali tako preživim bolj malo časa. Telefon je zame v prvi vrsti telefon in ga največ uporabljam za pogovor, sploh čez vikend. Takrat bi morda lahko nekaj tega časa raje namenil spanju. Vidiki tehnologije, ki mi koristijo, so najverjetneje ti, ki mi pomagajo pridobivati podatke, kot so recimo Wikipedija, ali pa navsezadnje danes več plačujemo s telefoni, tako da tudi ta vidik mi koristi. Verjetno pa tudi aplikacije, ki mi pomagajo pri šoli ali pa pri vsakdanjem življenju, navsezadnje tudi zemljevidi na telefonu. Vidiki tehnologije, ki mi najbolj otežujejo oziroma slabo vplivajo name, so pa sigurno socialna omrežja in razne igrice. Saj mi poberejo veliko časa, ki bi ga lahko namenila bolj koristnim stvarem. Čas brez telefona bi zapolnila z zanimivimi hobiji, mogoče z branjem, nazadnje tudi z učenjem, z druženjem s prijatelji brez telefonov in najverjetneje tudi s prehodi v naravi. Pretirano uporabljanje tehnologije bi pri sebi prepoznala, ko bi me želja po telefonu preganjala skozi dan in čeprav bi vedela, da imam veliko pomembnejših stvari, kot so učenje ali druge obveznosti, še vedno izbirala telefon in preživljanje časa na socialnih omrežjih ali igricah. Telefon ima veliko negativnih vplivov, pri sebi pa opažam, da ima največ negativnih vplivov predvsem v mojem odnosu do šole. Saj mi jemlje potrebno koncentracijo in zmanjšuje mi čas, ki ga bi lahko porabila za koristne stvari, kot so učenje. Osebno se mi zdi, da telefon ne vpliva na moj odnos do same sebe in mojega duševnega zdravja. Saj menim, da smo mladi že zelo dobro seznanjeni z negativnimi vplivi telefonov in se znamo proti tem ustrezno braniti. Predvsem se mi zdi pomembno, da je otrok dovolj star za telefon. To pomeni po 6. oziroma 7. razredu osnovne šole ali ob koncu osnovne šole. Glede prepovedi in dovoljenja telefona se mi zdi, da je pomembno, da otroku na začetku zaupamo in se glede prepovedi oziroma dovoljenj pogovarjamo, ko vidimo, da je za to nuja. Se pravi, jaz bi svojega otroka opazovala in če vidim, da ima probleme s pametnim telefonom, bi mu takrat to omejila. Če pa so šolske obveznosti, ostale obveznosti dopolnjene in vidim, da nima problema pustiti pametni telefon doma in delati stvari tudi brez njega, ne vidim potrebe, da bi se mu pametni telefon odvzemalo oziroma omejevalo. Mladoskop. 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 Poslušali ste Mladoskop. Razmišljanja dijakov katoliških gimnazij. Hvala za pozornost, hvala, ker ste prisluhnili razmislekom mladih. Njihov glas veliko šteje, lahko jim zaupamo. Miren in doživet petkov večer tudi v nadaljevanju želim Nataša Ličen, ki sem oddajo uredila. Lahko noč. Na dostna frekvenca.